Hvaležnost za zdravje. Se res znamo resnično in iskreno vsakodnevno zahvaljevati? Smo hvaležni za vse to, kar že imamo? Znamo biti hvaležni za svoje zdravje? Mnogokrat se v svojem življenju osredotočamo le na to, česar nimamo. Pozabljamo pa na vse tisto, kar imamo. Vse v svojem življenju največkrat jemljemo za samoumevno. Pa je res tako? Je naše zdravje res samoumevno? Lahko je govoriti o hvaležnosti, ko je vse v redu, ko je vse lepo in prav. Mnogo težje pa je najti hvaležnost, ko nastopijo težave, skrbi in bolezni. Vendar naj se sliši še tako kruto, le mi sami smo odgovorni za čisto vse, kar se nam dogaja v našem življenju. Pa če se s tem strinjamo ali ne. Tu, kjer se v tem trenutku nahajamo, ter v stanju, v katerem smo ta trenutek, je le rezultat naših dosedanjih misli, izbir ter naših lastnih prepričanj. Vendar to lahko zdaj spremenimo, če se tako odločimo. Tu, kjer smo ta trenutek, je lahko zaključena stvar. Ni potrebno, da je še tako naprej, če nam to ni všeč. Pomembno je, da svoje življenje odgovorno prevzamemo v svoje roke ter odgovorno in zavestno ravnamo z njim. Sami se odločimo, kakšno življenje želimo živeti. Vprašajmo se, ali želimo biti srečni in zadovoljni, ali nesrečni in žalostni. Odločimo se zdaj. Vse, prav vse je odvisno le od nas samih. Nihče se ne more odločiti namesto nas. Dobra stvar pa je, da ta trenutek lahko vse to spremenimo. Seveda, če si to želimo in tako odločimo. Od sedanjih naših misli, prepričanj ter naših izbir bo odvisno naše življenje jutri. Ravno tako pa je od vsega tega odvisno tudi naše zdravstveno stanje jutri. Torej, kako se bomo odločili ta trenutek? Le v tem trenutku lahko nekaj spremenimo. Kaj nam je potrebno storiti? Iskreno se zazrimo v sebe ter v svoje srce. Vse imamo že v sebi, le poiskati moramo zdaj to. Za začetek je najlažje, da se poskušamo čim bolj sprostiti in umiriti, ter v sebi poiskati stvari, za katere smo lahko še bolj hvaležni. Zavedajmo se, da ima hvaležnost neverjetno moč.
Ozavestimo zdaj tisto, kar imamo, ter se ne osredotočajmo in pritožujmo nad tistim, česar nimamo. Dokazano je, da so hvaležni ljudje najsrečnejši ljudje. Hvaležni ljudje živijo radostno, srečno, igrivo, zdravo ter izpolnjeno življenje. Le kdo si ne bi tega želel? Če smo v tem trenutku bolni, ne razmišljajmo le o svoji bolezni, o svojem bolnem organu, o svoji bolečini, temveč se poskušajmo osredotočiti na druge zdrave organe oziroma na druge svoje zdrave dele telesa. Bodimo hvaležni za vse tisto, kar imamo, za vse tiste dele telesa, ki so zdravi. Lahko so to naše oči, s katerimi vidimo, naša ušesa, s katerimi poslušamo, usta, s katerimi govorimo, roke, s katerimi sprejemamo in darujemo, noge, ki nas vodijo po najrazličnejših poteh. Karkoli je lahko to. Poiščimo zdaj, zakaj smo lahko hvaležni. Če tudi trpimo za najtežjo boleznijo, še vedno obstaja neki organ, nek del telesa, ki v nas brezhibno deluje. Morda ta trenutek to ne bo tako preprosto videti in spoznati, vendar je to res. Odprimo zdaj svoje srce in zdaj to vidimo. Mi to zmoremo in znamo. Resnična hvaležnost je tako globoko in iskreno čustvo, ki lahko pomaga celemu našemu telesu, umu in srcu. Vsakič, ko občutimo resnično in iskreno hvaležnost, se ritem našega srca in ritem našega uma sinhronizirata. Hvaležnost namreč povečuje proizvodnjo tako imenovanega hormona mladosti ter tako zavira naše staranje. Ko vsakodnevno vadimo hvaležnost, veliko bolj jasno razmišljamo, srce se nam umirja, naše telo se sprošča in ves stres v nas samih se zmanjšuje. Takšno pozitivno razmišljanje na visoki vibraciji briše vse zamere, vse strahove ter vse bolečine. Hvaležnost je dar, ki se množi. Hvaležnost je vse. Ko se naučimo vsakodnevnega zahvaljevanja, hvaležnost pritegne v naše življenje še več pozitivnih in lepih čustev. Ko enkrat začutimo hvaležnost, izboljšujemo svoj imunski sistem, s tem pa se izboljšuje tudi naše zdravje. Zavedajmo se,
da je v nas močno zakoreninjeno prepričanje, da je težko, ko smo bolni, ter da nam ni takrat do ničesar. Takrat nam je hudo, takrat se osredotočamo le na tisto, kar nam manjka. Takrat se osredotočamo le na slabo. Takrat je še posebej težko videti stvari, za katere smo lahko hvaležni. Zdi se nam, da ni nič tako, kot bi moralo biti, in se hitro začnemo pritoževati ter smiliti sami sebi, in tako spustimo našo vibracijo, ter ne vidimo razlogov za srečo in veselje. In hitro se znajdemo v začaranem krogu, z katerega ne moremo izstopiti. Ta trenutek se vprašajmo, nam takšno prepričanje koristi? Kam nas je takšno prepričanje pripeljalo? Ali ni res ničesar, absolutno ničesar, za kar bi bili lahko hvaležni ta trenutek? Za kar bi lahko čutili hvaležnost? Ta trenutek se lahko odločimo, da to spremenimo. Ja, prav ste slišali. Ta trenutek imamo neverjetno moč, da to spremenimo. Le odločiti se moramo tako. Le mi sami lahko to spremenimo, tega ne more storiti nihče namesto nas. Kako je lahko to enostavno, ko se enkrat tega zavedamo in si to priznamo. Preprosto le poiščimo stvari, za katere smo lahko hvaležni. Ne pozabimo, da bolj, ko se bomo zahvaljevali, več lepega bo prišlo v naše življenje, bolj bomo zdravi in bolj bomo srečni. Ko enkrat to dojamemo, ko se enkrat tega zavedamo, koliko stvari že imamo, za katere smo lahko hvaležni, se nam bo življenje spremenilo. Ko to znanje poglobimo, ko se zazremo v svoje srce, vse to razumemo še bolj globoko. Začnemo se zavedati, da materialne stvari niso najpomembnejše v našem življenju. Mnogo bolj pomembno je naše zdravje, mi sami, naši partnerji, naši otroci, naši sorodniki, starši, naši prijatelji, morda sonce, voda, zrak, hrana, koliko je vseh teh stvari, le odprimo svoje srce in vidimo zdaj to. Ne jemljimo tega za samoumevno. Ko tako razmišljamo, preprosto nimamo ničesar več za samoumevno. Zavedati se začnemo, koliko milosti smo vsakodnevno deležni. Koliko lepih stvari se nam vsakodnevno dogaja. Le zahvaljujmo se in občutimo to hvaležnost. Vsakodnevno se zahvaljujemo prav za vse, kar že imamo v svojem življenju, ter za vse, ki so del našega življenja. Koliko je vsega tega.
hvala, hvala, hvala. Ko bomo občutili vse to ravnovesje v našem življenju, se bo počasi začelo vse spreminjati in tudi naše telo se bo začelo samo zdraviti. Ko nas bo popolnoma preplavila hvaležnost, bomo v sebi začutili mir, radost, ljubezen, srečo in predvsem zdravje. Naše telo se bo začelo odzivati na vse to, začelo se bo veseliti z nami in prišlo bo do ozdravitve. Nič, prav nič nam ni nemogoče. Zaupajmo vsemu temu ter se vsakodnevno, resnično, iskreno in iz srca zahvaljujmo. Hvala, hvala, hvala.